Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in spoštovane gledalke. Na vrsti je osrednja informativna oddaja VTV Magazin. Tokrat smo za vas pripravili 5 prispevkov. Na Ravnah na Koroškem je v četrtek potekala slavnostna seja ob občinskem prazniku. Občina praznuje v spomin na 12. april leta 1952, ko se je trg Guštan preimenoval v mesto Ravne na Koroškem. V četrtek je v Kuharjevi dvorani Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah potekala slovesna seja ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih odličij. Glavni namen slovesne prireditve je bil praznovanje in poklon vsem občinskim nagrajencem, ki so vsak na svoj način in na svojem področju prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine. Oni so tisti, ki ustvarjajo naše lokalno okolje, bogatijo naše življenja na različnih področjih od športa in kulture in danes se njihovim življenjskim dosežkom ter tudi lanskim dosežkom poklanjamo. Podelili so 12 občinskih odličij, med katerimi so bile velika Klančnikova plaketa, ki jo je dobila Milena Zagernik za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na področju športa, velika Prežihova plaketa, ki jo je dobila Vanja Benko za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na področju kulture in velika plaketa občine Ravne na Koroškem, ki jo je dobil Darko Borko za njegov dolgoletni prispevek k razvoju čebelarstva na območju občine in širše. Najvišjo nagrado, nagrado občine Ravne na Koroškem za življenjsko delo na področju glasbe in glasbenega izobraževanja, ki predstavlja trajen prispevek k razvoju občine, pa je prejel Alojz Lipovnik. Delati glasba je lepa stvar, koristna stvar, gre tudi za dušo, pač seveda glasba je pa zahteva tudi svoje, Na slovesni seji je občina Ravne na Koroškem s strani Komunalne zbornice Slovenije prejela certifikat Voda iz pipe, ki jo zavešča, da tudi na Ravnah pijejo kakovostno vodo iz pipe. To je potrditev tega, da na Ravnah oziroma Mežiški dolini, kjer je ta vodni vir, ki napaja našo občino, izjemno kvalitetna voda, da se priporoča piti vodo iz pipe, kot se reče, kajti v plastenkah je voda slabša, pa še bistveno dražja, tako da to promoviramo, da je voda res na visokem nivoju kvalitete, včasih tudi ni klorirana, kar je redkost, kajti voda pri nas izvira iz gora, je ne črpamo iz podtalnice in to je namen poudarka tega certifikata. Slavnostni govorec je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Jani Prednik, ki je v svojem govoru poudaril, da čeprav občina Ravne na Koroškem spada med manjše občine, ni majhna v vseh pomenih besede. Kot občina spada med manjše občine, pa vendarle smo tudi danes na tej podelitvi 2 nagrad lahko videli, kako zelo bogata občina smo iz vidika športnikov, umetnikov, kulturnikov in na to smo Ravenčani lahko iskreno ponosni. Povedal je tudi, kakšna misli, da mora biti vizija občine za prihodnost. Jaz mislim, da mora biti podobna, kot je bila do sedaj. Občina Ravne dokazuje, da za svojo trmo tako prebivalcev, kot tudi vodstva občine in vseh nas, ki občino predstavljamo v Ljubljani, znamo pripeljati projekte do konca. V svojem govoru sem omenil tudi to železarsko oziroma jeklarsko tradicijo, ki nam je vlila to trmo in to, da se tudi proti nekaterim večjim akterjem znamo pogajati in občino pripeljati tudi večje projekte. Kakšno pa je županovo sporočilo vsem občankam in občanom občine Ravne na Koroškem ob občinskem prazniku? Ja, predvsem to, da na praznikih moramo gledati pozitivno, videti dobre stvari, morda pozabiti na to, česar ni, kajti vedno je, da nekaj nas moti, nekaj ni dokončano, tako da predvsem to in pa povezovanje ljudi v neki skupni zavesti lokalne skupnosti, občine, da smo Ravenčani, da živimo na Ravnah, na kar moramo biti ponosni, kajti navsezadnje je to naš dom.
Ponosni pa so lahko tudi na mlade glasbenice in glasbenike Glasbene šole Ravne na Koroškem, ki so poskrbeli za kulturni program na slovesni seji, saj so na 54. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije Temsig 2025 dosegli sama zlata priznanja. Še en dokaz, da je občina kljub njeni majhnosti bogata. V sejni dvorani poslovnega centra Lopan v Mislini so se občinski svetniki in svetnice sestali na 17. redni seji sveta. Osrednja točka dnevnega reda je bila obravnava zaključnega računa proračuna občine Mislinja za preteklo leto. Občinski svet občine Mislinja se je v četrtek v sejni dvorani poslovnega centra Lopan sestal na 17. redni seji. Na dnevnem redu so imeli 8 točk. Osrednja točka reda je bila obravnava zaključnega računa proračuna občine Mislinja za preteklo leto. In moram povedati, da v lanskem letu smo zastavljene cilje v 99% naredili, kar pa nismo, nadaljujemo v letošnjem letu. Moram reči, da v lanskem letu nismo dokončali izdelava novega vodovoda, kar nadaljujemo v letošnjem letu. Kar se pa tiče investicij, moram reči, da smo namenili iz proračuna 54% sredstev samo za investicije. Res, da je velika postavka bila tudi sanacije po neurjem v lanskem letu, to smo nadaljevali. Skratka, moram reči, da vse zastavljene cilje, katere smo se jih zaželeli oziroma nastavili v začetku za proračun, smo tudi v večini izvedli. V letošnjem letu si želijo pričeti z gradnjo novega vrtca. Trenutno so v pridobivanju območnega prostorskega načrta in projektov. Skratka, nas čaka naporno leto. V letošnjem letu sem seznanjen tudi, da bo razpis se pravi, da bo Ministrstvo za šolstvo dalo razpis in mi si zelo želimo, da imamo do konca junija vse, se pravi, in projekte in OPN sprejet. Upam, da bo, predvsem me tu skrbi, kar se tiče sprejemanja tega OPN-ja, ker vemo, da smo v tem času skoraj več kot pol leta zamudili za en neznani potok v šoli in smo mogli narediti študijo. To smo da končno nam uspelo, ravno danes smo dobili pozitivno mnenje, seveda da moramo pa še pridobiti vse pozitivno mnenje na ostalih ministrstv. Upam, da ne bo potrebno delati okoljevarstvenega poročila. Če se pa nam to zgodi, pa žal ne bomo uspešni, potem ne bomo imeli pravo čas, da bi se lahko prijavili na razpis. Trenutni vrtec komaj še zadošča vsem opisom otrok. Kar se tiče vrtca, imamo kar težava. Sicer moram po informacijah ravnateljice so zasedena vsa mesta, tako da tudi nobeden ni na čakalni vrsti, ampak vemo pa, da eni starši vozijo še v druge občine in ker pač tu ni bilo prostora, so se poiskali druge in tu vrtec je nujno, kar smo si ga tudi na začetku mandata vsi skupaj zastavili za svetniki in se seveda tega vrtca res želim in verjamem in upam, da nam uspe. Občina Mislinja si že dalj časa prizadeva za izgradnjo doma za starejše. Prvotno je bilo načrtovano, da ga bodo dobili do konca leta 2022, vendar se to ni zgodilo. Predvsem bi tu radi z ministrstvom se dogovorili, da bomo lahko tudi preko ministrstva ta dom naredili, kajti vemo, da smo že imeli gradbeno dovoljenje, ki ga je pridobila, oziroma Senekura je bila izvajalec, ki bi mogel to narediti. Žal so izgubili koncesijo, tako da koncesionarja ni več in poskušamo preko ministrstva, da bi se ta dom vseeno zgradil tukaj v Mislinji. Dom naj bi stal na prostoru za osnovno šolo v Mislinji. Se pravi, da je bil vrtec, potem osnovna šola in potem dom starostnikov. Eno medgeneracijsko sožitje, ki mislim, da je bilo zelo v redu. Res je, da je malo klančka tam, to se sam tudi zavedam, ampak mi enostavno nimamo drugih zemljišč, kjer bi lahko ta dom postavili. Jaz upam, da nam vsi ti projekti, ki jih imamo tudi v letošnjem letu zastavljeni, tudi vsaj v večini realiziramo. Nadaljujejo pa tudi sanacijo po neurjih, ki so občino močno prizadela poleti leta 2023. Predvsem sanacije po neurjih še iz leta 2023 in ravno tako iz leta 2024. Potem nadaljevanje vodovoda, kot sem že prej omenil.
Med načrti pa je tudi ureditev sprehajalne poti ob reki Mislini, trenutno potekajo dogovori z lastniki zemljišč na tamkajšnjem območju. Na Vranskem se že pripravljajo na praznovanje občinskega praznika. Ob tem poteka več investicij, kmalu bodo odprli novo športno igrišče. V mesecu oktobru lani so na Vranskem pričeli z izgradnjo novega športnega igrišča pri športni dvorani Vransko. V teh dneh pa potekajo zaključna dela. Zelo smo veseli, da je izgradnja našega igrišča pri športni dvorani že skoraj v zaključni fazi. Površine so že asfaltirane, sedaj čakamo, da bodo primerne temperature, da se bo nanesla tudi plast umetne mase. Okrog igrišča se postavlja ograja. Žal smo v takšnih časih, da moramo te stvari zaščititi, tako da bo tudi celoten objekt pod video nadzorom, zato ker vemo, da se lahko dogaja kakšne lumparije, tega si pa ne želimo, ker delamo stvari za nas, za naše občane in želimo, da to ohranimo in da bo res služilo namenu. Tako da v mesecu maju oziroma do konca aprila bodo dela zaključena, v mesecu maju pa kolikor bomo pridobili uporabno dovoljenje, pričakujemo, da bo že otvoritev tega igrišča. Projekt je sofinanciran strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Vrednost investicije je dobrih 335.600 evrov z DDV. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sofinanciralo stroške investicije v višini do 100.000 evrov. Igrišče bo veliko okoli 3000 kvadratnih metrov tlorisne površine. Imeli bomo košarkarsko igrišče in ločeno še rokometno igrišče oziroma za nogomet in tekalno stezo na 60 metrov in pa stezo za skok v daljino oziroma troskok. Igrišče bo namenjeno vsem, saj bo prosto dostopno, predvsem pa učencem osnovne šole Vransko za športno vzgojo in športnikom športnih klubov in društev v Vranski občini. Projekt so načrtovali že dalj časa. Zato, ker je bilo prejšnjo igrišče je bilo že res močno dotrajano in pa tudi površine so bile dotrajane, niso več služile namenu in ker imamo tudi na Vranskem zelo razvit šport, veliko aktivnih športnikov. V prvi fazi smo pa gledali, da zadostimo potrebam, kar potrebuje šola. Šolarji za vse svoje aktivnosti, ki jih imajo za to, da bodo imeli zdaj dve igrišči, prej je bilo eno manjše igrišče, ki je bilo ograjeno, sedaj pa bosta dve ločeni igrišči in bodo imeli več možnosti za rekreacijo, da bodo lahko še bolj aktivni, bolj gibčni in pa tudi zdravi. Nasproti novega športnega igrišča pa bodo gradili nov vrtec. Sedanji vrtec domuje v starejši stavbi v nadstropjih brez dvigala. Vpisanih je okoli 155 otrok, ki so razdeljeni v 9 oddelkov. S tem so tudi vse kapacitete zapolnjene. Smo v fazi pridobivanja dokumentacije. Dogovorjeni smo z Fakulteto za arhitekturo v Mariboru, ki nam bodo pripravili kar nekaj projektov, različnih variant, da bomo videli in bomo lahko izbirali in bomo videli, kakšne ideje imajo, kakšne si vizije, kakšni so trendi in tudi glede na to, kar potrebujemo, kako oddelčni vrtec bi naj bil in vse, kar smo še povedali, da bi potrebovali tudi tukaj zraven. Tako da v letošnjem letu se pa tudi strani države pripravlja nek razpis za izobraževanje, vzgojo in izobraževanje, tako da verjamemo, da bo kakšen ugoden razpis, da bomo lahko potem tudi tukaj zraven se prijavili in sodelovali. Ali je že znan terminski plan gradnje? Ne upam si trditi, ker ne vem glede na razpise in vse skupaj, tako da vemo, da bo to velik finančni zalogaj. Verjamem, da nam bo to uspelo čim prej. Ne vemo še na kakšen način, ali bomo to financirali sami ali javno-zasebno, karkoli. To bomo še videli glede na vse skupaj, ko bomo dobili neke izračune, potem pa bomo vedeli, v katero smer se lahko obrnemo. Pripravljajo se tudi na prihajajoči občinski praznik. Občinski praznik oziroma praznik občine Vransko je vsako leto 14. maja. To je dan, ko so bile trgu Vransko podeljene trške pravice in zato vsako leto 14. maja obeležujemo občinski praznik. Praznik imamo točno na dan 14. maja, letos prijeto na sredo. Imeli bomo slavnostno sejo s podelitvijo priznanj, tako kot vsako leto, s programom, kamor so tudi vabljeni ne samo nagrajenci, ampak tudi vsi ostali občani. V sklopu tega pa bomo imeli tudi še kar nekaj dogodkov. Bomo videli, če bo lahko že prišlo do otvoritve novega igrišča. Potem bomo otvorili tudi nova igrala za otroke. To bo javno igrišče zraven vrtčevskega igrišča, kjer bomo tudi, ker smo dobili donacijo preko zavarovalnice Triglav in bomo postavili igrala za otroke, da bo imeli svoj prostor, kamor se bodo lahko zatekali. Saj so imeli na prejšnjem športnem igrišču je bilo nekaj malega igral, ki so bila tudi dotrajana in glede na to, da smo zdaj več površine
dvorane porabili za šport, tam ni več prostora za igrala, zato jih bomo zdaj namestili na drugem mestu. Tako da tudi to načrtujemo, da bo v mesecu maju ravno tako tudi otvoritev centra jamskih doživetij, vstopno točko v Speleološki park. Imeli bomo prvič likovno kolonijo na Vranskem in konec meseca tudi razstavo teh likovnih del, ki jih bodo upodobili širom Vranskega. In konec meseca seveda tudi razstava rož iz krep papirja, ki je že tudi vsem zelo znana, tako da konec meseca tudi vsi vabljeni na Vransko na to. Obeležili bodo tudi praznik družin. Ob tem v mesecu maju pripravljajo druženje s športom in zabavnimi igrami. Povabili bodo vse občane, predvsem pa šolo in vrtec, saj bo poudarek na medgeneracijskem sodelovanju. V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur so na tradicionalni prireditvi podelili priznanja najprostovoljkam oziroma prostovoljcem občine Šentjur za leto 2024. V Šentjurju vsako leto v tednu zdravega mesta v občini Šentjur, ki je letos potekal od 6. do 12. aprila, pripravijo prireditev posvečeno prostovoljcem in prostovoljstvom. Organizirata jo občina Šentjur in Mladinski center Šentjur, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Kozjansko. Vsako leto objavijo razpis za podelitev priznanj tistim, ki so se v preteklem letu še posebej izkazali na področju prostovoljstva. Vsi prostovoljci so pomemben del družbe, je v svoji zahvali poudaril župan magister Marko Diaci. Nedvomno pa brez prostovoljnih gasilcev in pa seveda tudi prostovoljcev na področju starejših in pa tudi mlajših bi težko shajali. S tem seveda dokazujemo tudi dejansko, da lahko kot skupnost sodelujemo in delujemo. Res pa je, da tudi to občina maksimalno podpira. Morate vedeti, da v Šentjurju je 236 društev, kar pomeni, da je tudi, bom rekel, tovrstnih aktivnosti ogromno z vseh različnih področij in verjamem, da bo tako tudi v bodoče. Prostovoljstvo danes ni več samoumevno, je prej izjema kot pravilo, bi lahko rekel, in seveda to je pač odraz celotne družbe, ki po mojem prepričanju ne gre najbolj v pravo smer, zato se trudimo v Šentjurju, da poskušamo to na nek način spodbujati tudi s tovrstnimi prireditviami, kot je današnja. Osrednji govornik na prireditvi je bil lanskoletni najprostovolec v kategoriji nad 31 let Danilo Matuš. Ja, poglejte, tako kot sem njemu v govoru, da naše prostovoljstvo je dobesedno pri gasilcih dano, dobesedno jo nosimo v krvi. Res, danes njemu pa fenomenalne občutke, ker sem dobesedno predstavljal vse prostovoljstvo v občini Šentjur, je zelo razširjeno. Še najbolj me pa veselo, ker dobesedno gre v vseh generacijah, od starejših, mlajših in tisto, kar je najbolj veselo, da prav mladi nadaljuje to naše prostovoljstvo. V kategoriji za najprostovoljski projekt so priznanja prejeli film Gepek, priznanje je prevzel Žiga Kukovič, dogodek Keltski dan na Rifniku v organizaciji Športno-umetniškega društva Šuder in kronika prostovoljnega gasilskega društva Šentjur 1874-2024 avtorjev Florjana Cveta Rjavca, Draga Jančiča in Danila Matuše. Tako priznanje pomeni veliko, pomeni to, da vse tisto, kar si vložil v neko prostovoljno delo, neko delo pro bono, se oprostoji na tak način, da dobiš neko pohvalo in priznanje. To je tisto, kar ti daje dolžnost tudi za naprej in mislim, da je prav, da občina temu sledi in to tudi upošteva. V kategoriji do 18 let sta bili nagrajeni Patricija Novak in Neli Pančur za delo na različnih področjih, ne samo pri učni pomoči in v gasilstvu. Obe je predlagala osnovna šola Planina pri Sevnici. Patricija je prevzela tudi priznanje za odsotno Neli. Zelo rada pomagam vsem mlajšim in starejšim, ker se mi zdi, da pač, ko nas je več, lažje se vse naredi in pomoč pač tudi tistim, ki pač imajo težave z učenjem in vsem. Ponavadi me učiteljica za to prosi in pa pomagam, ko imam proste ure. V kategoriji prostovoljcev od 19 do 30 let so priznanja prejeli skavtski voditelj David Vehovar, Nataša Goleš iz Društva podeželske mladine Šentjur ter Klemen Masnak z Ponikve, ki z dobrodelnimi akcijami pomaga tistim, ki se znajdejo v nezavidljivih eksistenčnih razmerah, tudi kot posledica poplav, požarov ali drugih nesreč. Za nesebično delo na področju prostovoljstva v kategoriji nad 31 let so bili
nagrajeni Martin Čater, ki sodeluje z Občinsko zvezo prijateljev mladine Šentjur, dejaven je v Društvu likovnih ustvarjalcev Rifnik pri Lokostrelcih in pri ohranjanju lokalne dediščine Rifnika. Danica Konkulič je priznanje prejela za delo pri Rdečem križu, za dolgoletno prostovoljno delo v Društvu upokojencev Šentjur pa Fanika Opalič. Krasno je to zato, da smo vidni, da veš, da je tvoje delo cenjeno, da narediš res srčno, srce ti zapoje, ko veš, da si slišan, da te cenijo in ko pomagaš ljudem, res samo drobtinica, kar jim nudiš, ampak ko se nasmejajo in so res iskreno hvaležni, zadovoljni, res jim odpreš jim srce in veš, poznaš jih, ki prihajajo iz leta v leto. V kategoriji prostovoljec nad 31 let, ki dela z otroki in mladino, je letos priznanje prejela ravnateljica Osnovne šole Dramlje in predsednica Društva prijateljev mladine Dramlje Mirjana Aužner, ki ima poseben čut do otrok iz nespodbudnih okolij. Večer prostovoljstva so s kulturnim programom popestrili učenci glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur. Zveza športnih društev Polzela in občina Polzela sta v četrtek v Andražu nad Polzelo pripravili prireditev, na kateri so priznanja prejeli v lanskem letu najuspešnejši športniki polzelske občine. Vse prisotne je najprej pozdravil župan občine Polzela Jože Kužnik. Poudaril je pomen športa za občino. Da v naši občini šport res izdatno podpiramo. Dejstvo je pa tudi, da so naši športniki zelo uspešni pravzaprav na vseh področjih in jaz moram reči, da športnikov v smislu spodbude, v smislu teh tekmovalnih uspehov na vseh področjih ni težko podpirati tudi s takimi izdatnimi finančnimi vložki, kot to počnemo pri nas v naši občini, saj ne nazadnje se to potem tudi povrne. Vendar pa moram poudariti to, da je poleg tega, da je pri nas profesionalni šport ali pa vrhunski šport res na zavidanje vrednem nivoju, je potrebno poudariti tudi to, da je tudi rekreativni šport zelo dobro razvit. In ne nazadnje lahko rečem, tudi taki dogodki, kot je današnji, to potrjujejo in jaz sem vesel, da je v naši občini tako in naj bo še naprej tako. Za Zvezo športnih društev Polzela je dogodek velikega pomena, saj na tak način izpostavijo najboljše športnike in športnice ter se jim zahvalijo tudi za promocijo kraja. V bistvu naša zveza je kot krovno društvo, ki povezuje vsa društva v naši občini. Zveza skrbi nekako in pomaga društvom pri recimo kakih prijavah na razpise, potem zveza se udeležuje raznih dogodkov v okviru Športne unije Slovenije ali Olimpijskega komiteja in tudi recimo posreduje informacije našim športnim društvom za lažje dejansko delovanje in pač samo neko podporo nudi tudi med povezavo med občino in društvi. V bistvu moram reči, da je bilo kar veliko kandidatov, prejeli smo vsega skupaj 24 kandidatov. Vsi so se kvalificirali vsaj za eno od plaket oziroma odličij. Smo imeli pa zelo težko delo, ampak imamo tudi neke smernice, po katerih se lažje orientiramo, da tudi sami si olajšamo to delo. Na prireditvi so podelili bronaste in srebrne plakete Zveze športnih društev Polzela. Zlato plaketo pa je prejel Tim Jevšnik za izjemne športne dosežke na področju lokostrelstva v letu 2024. S svojimi nastopi na številnih svetovnih pokalih in državnih prvenstvih, kjer je večkrat stal na najvišji stopnički, dokazuje svojo predanost in vrhunsko formo. V njegovem imenu je priznanje prevzela mama. Dobil je za osvojen svetovni rekord. 10. marca 2024 je ustrelil svetovni rekord v lokostrelstvu. Kaj njemu pravzaprav pomeni ta naziv? Ja, njemu pomeni zelo veliko, zaradi tega, ker je to njegovo poslanstvo in on se trudi iz dneva v dan biti najboljši lokostrelec. Sicer je tako, da vedno tekmuje sam s seboj, njegovi sotekmovalci, lokostrelci so njegovi prijatelji in s tem tudi vzdržuje lahko dobro kondicijo, ker vedno tekmuje nekako sam s seboj, tako mentalno kot telesno. Kako pa vi kot mama gledate nanj?
Vedno gledam z ponosom, občudovanjem, kako je predan temu športu, kako veliko daje in zato tudi veliko prejema. Za pomemben prispevek pri razvoju športa občini Polzela je priznanje prejel Jaka Jelen. Član športnega društva Andraž je že od leta 1998, ko se je kot učenec podružnične osnovne šole Andraž vključil v vadbo malega nogometa, smučanja in planinskih pohodov. Skozi leta je ostal zvest športu kot tekmovalec, rekreativec in dolgoletni član upravnega odbora, kjer je bil kar 12 let aktiven na področju družabnih iger in dela z mladimi. Je mlad, bil je 2 mandata v upravnem odboru, pri vsaki akciji sodeluje. Mislim, mi, športno društvo Andraž, predvsem skrbi za pogoje članstva na rekreativnem področju in mi kar nekaj gradimo, vsakokrat nekaj na novo in time, če nimaš takih mladih pogoj, ne moreš to delati. Gosta prireditve sta bila vrhunska športnika Tina Šutej in Robi Cokan. To je bilo vse v tokratni oddaji VTV Magazin. Hvala, ker ste bili v naši družbi in nasvidenje.